elementi, da te presežejo. Lep pozdrav vsem predstavnikom občin in seveda drugim velikovanim akterjem, skratka drugim deležnikom, ki ste danes tukaj. Na dogodku, ki se imenuje Evropski vir financiranja za mesta. Moje ime je Marko Peterlin, mehanični inštitut za politiko prostora. Namen današnjega dogodka pa je, kot pač že naslov pove po eni strani, predstavitev nekaterih možnosti financiranja iz evropskih sredstev za mesta, za občine. Po drugi strani pa želimo v drugem delu tudi odpreti razpravo o, in to bi rekel še posebej pomemben del današnjega dogodka, o nekih potrebah mest in občin in poskušati začeti razvijati neke ideje, ne vem, projektne ideje za prihodnje prijave oziroma za usklajevanje pri prihodnih prijavah. Skratka, o nastavljanju teh potreb skozi veliko te razpise, ki jih oziroma programe vere, ki jih bomo slišali v prvem delu. Moram povedati, da pač današnji dogodek poteka v okviru enega širšega projekta, ki se je začel z januarja, pravzaprav letos izvaja. Projekt se imenuje Podpora izvajanju urbane politike v Sloveniji in naročnik je Ministrstvo za okolje in prostor, posebej pač sektor, ki se ukvarja z urbanim razvojem. Izvajamo ga pa Inštitut za politike prostora in pa Skupnost občin Slovenije, kot je verjetno že znano. V okviru tega projekta sta dva glavna sklopa nekak aktivnosti. Prvi sklop je podpora izvajanju ciljev urbane prostorske politike, tako se pač imenuje, v okviru katerega bomo organizirali pravzaprav take delavnice, ki se bomo z bolj konkretnimi po posameznih temah ukvarjali. 4 delavnice letno so predvidene, za 2 leta pa projekt, se pravi letos 4, drugo leto 4. In v tem okviru potem tudi nudili neko podporo posameznim projektnim prijavam za konkretno projekte prijave na razpise programa Urba. Približno 4 projektnim predlogom, nekako se bi malo bolj posvetiti želeli v pač naslednjih mesecih, ko bo to relevantno. No in drugi del tega projekta je podpora pri informiranju in obveščanju, v okviru katerega izvajamo takle dogodek, kot je današnji en na leto, se pravi enega letos, enega drugo leto. V jesenskem času bo pa en malo večji mednarodni dogodek tudi pripravljen se pravi 2, en letos, en drugo leto, o katerem se bomo pa še pač bolj vsebina bolj konkretno odločili kasneje. Ena stvar, ki bo se tudi vzpostavila tekom pomladi, bo pa tudi spletna stran posebej namenjena urbanemu razvoju. Tako da to je zdaj rekel en tak okvir tega projekta, ki upajmo, da bo pač postavil neke solidne temelje in pač tudi dopolnjeval te evropske programe. To je bila nekak ideja ministrstva, da pravzaprav to povežemo različne ukrepe z področja urbane politike. To je vse za enkrat z moje strani. Zdaj bi pa pravzaprav povabil v besedi Tomaža Miklavčiča, ki je danes tukaj ministrstvo za okolje in prostor. Tomaž je med drugim tudi pač predstavnik stereokomite, kako se imenuje v programu Urba in pa kontaktna točka za program ESPO. Hvala. Hvala lepa, Marko. Lepo zdrav vsem v mojem imenu, lepo zdrav v direktoratu za prostor in stanovanja. Vesel sem, da je na današnji dogodek taka lepa zvezka, da se danes to tudi izbrala. Verjamem, da zato, ker vse zanima urbana politika, ne to glede, ker da zanima se mobilni financiranje, kar je posebno v imenu in nastovi našega Na našem direktoratu, na našem smo nosilec urbane politike v Republiki Slovenije. V okviru urbane politike si želimo predvsem razvijati teritorijalni dialog z mesti in občinami ter spodbujati razmišljanje o pomembnosti tega prostorskega in urbanega razvoja. Tudi aktivnosti, ki bi tega predstavil Marko Peterlin, tega izvajata IPOK in pa 100 so najbolj predvsem spodbujanju celovitega in pa tudi participativnega postavljanja inštrumentov prostorskega razvoja.
Jaz sem dolgo časa mnenja, da lahko prostorski razvoj peljemo samo z nekim zelo širokim dialogom z deležniki, tako mesta, občine, strokovna javnost, na svet tudi pravzaprav, že drugi deležniki na nacionalni, kot so mednarodni ravni. Zdaj, glede mesta, večina razvojnih izzivov naših je pravzaprav skoncentrira za razliščenega mesta. Mesta so prostori, kjer se soočajo številne sektorske politike med seboj, kjer pravzaprav se kažejo tudi konflikti različnih sektorskih politik in njihovih ukrepov, in kjer se razlog tega kažejo kjer se kaže nekaj potreb bolj skleniti izvajanje teh nacionalnih in drugih politik. Prav tako so v mestih se zgoščeni vsi okoljski problemi, drugi problemi, ki ravno v zadnjem času so še prav posebej nekako pripravljali vrši, predvsem so na okoljske problemi v mestih, ki so posledica razvojačih politik, kot je prometna politika, kot je okoljska, kot je prostorska politika, in pa še nekatere druge politike. Poleg tega posebne mesta predstavljajo neke priložnosti za učinkovite in pa kakovostne rešitve, predvsem na področju bivanja, tudi na področju prometa, na področju varstva okolja in tako naprej. Slovenija je pravzaprav država, ki je v Evropi zelo podoprečno urbanizirana. V Sloveniji živi v mestih nekaj več, okoli polovica prebivalstva, zato mogoče so v preteklosti dva vprašanja mest na nekaj način tudi zapostavljena, ker so predvsem tudi v regionalni politiki, da je velik poudarek te kohezivnosti, enakomerni politiki celotnega teritorija, večnimi funkcijami in infrastrukturo, mesta smo nekaj način bila, jaz mislim, mogoče bolj kot meni držati, v mojski meni nekaj način zapostavljena. So pa se pa kaže, da je danes velika potreba, potem se mesta nekaj način dvignejo, da se mesta pravzaprav postane tisto, kar mora biti kot neki motori regionalnega in prostorskega razvoja. Zaradi poznanega pomena mest je za mesto ostane tudi evropska urbana politika. Torej, mesta tudi v Evropi so prepoznana kot neke ključne točke razvoja, pri tem mislim samo na ta velika mesta, na mega mesta, ki so neke mednarodne in globalne pomena, kot so Pariz, kot je London, kot je Frankfurt, in tako naprej, predvsem, in če dalje bo tudi ta majhna in posebej velika mesta, ker se gre začeti v Slovenijo, predvsem za države vzhodne in pa tudi srednje Evrope. Na ravni EU prav tako že kar nekaj časa obstajajo iniciative na področju razvoja mest, zelo se tudi krepi nek politični dialog o vlogi mest za gospodarski razvoj pa za kakovost življenja. V okviru mednarodnega dialoga na ravni EU sodelovanja Evropsko komisijo, predvsem tudi na pomenu vlogo DigiRegio, Direktorat za regionalni razvoj, se je pričel proces oblikovanja urbane agende EU. Le ta je bil prihodnje opredelila vlogo razvoja mest, trajnostni gospodarski razvoj in pa konkurenčnost Evropske unije, ter vpliva tudi na oblikovanje ukrepov in pa inštrumentov prihodnje kohezijske politike. Namen EU je predvsem vzpostaviti okvir za boljše usklajevanje politik in za boljše usklajevanje deležnikov, za boljše razumevanje razvoja mest in vzpostavitev boljše podpore njihovim razvoju ter boljše vključevanje mest v pripravo evropskih politik in s tem tudi politike z naravni EU, tudi državljanov, tudi nekim realnim potrebam. Gre za zelo odprt dialog, v katerem sodelujejo tako države članice, Evropski parlament, odbor regij, združenja mest in so ostali zainteresirani deležniki. V Sloveniji ta proces pripravljajo urbane agende podpiramo. Mislimo, da potrebujemo nek politični okvir, ki bo prispeval v boljši koordinaciji sektorskih politik, tako na ravni EU, kot tudi na nacionalni ravni. Verjamem tudi, da bo ta boljši okvir omogočil bolj celovito načrtovanje politik in naložb, ki bodo prispevali k bolj povezanemu doseganju zastavljenih ciljev. Kot sem že rekel, za Slovenijo so pomembna tako manjša in srednje velika mesta. Ne tako neka zelo velika mesta in zato nas veseli, da v Evropi vse gre nek fokus z teh velikih megam-mest, da gre na ta manjša mesta, k temu tudi so prispevali nekatere države, ki v zadnjem obdobju predsedovali Svet Evropske unije, tako Latvija, kot tudi prihodnja Slovaška daje velik poudarek ravno razvoju teh pravzaprav second tier cities, teh mest drugotnega pomena, če tako rečem. Ta mesta sicer ima manjšo ekonomijo obsega, vendar pa je pomembno, da razvoj svoje majhnosti da mesta prepoznajo svoje prednosti in priložnosti, ki se lahko kažejo predvsem v boljši prilagodljivosti teh mest na spremembe, katere so pred nami, demografske, klimatske, tudi skrbi na njih spremembe v gospodarstvu
gospodarstvu, v Evropi kot na nekem bolj globalnem nivoju. Za ta manjša mesta je posebej pomembno, da so ta mesta dobro povezana v nekem svojim regionalnem okviru, z nekim svojim zaredjem, s podeželjem, oziroma da tvorijo nekaj zelo dobre povezave nekih svojih funkcionalnih območij. Mega mesta funkcionirajo tako drugače, mega mesta ne sva povezuje nekaj zelo globalnem nivoju. Predtem, ko ta mala različna situacija mora iskati svojo priložnost v nekem regionalnem okviru. So pa za tam način neki problemi, ki so samo slovenski, so zelo pogosti, vsa mesta v Evropi imajo, ki se srečujejo neki podobni problemi, kot so staranje, kot je odhajanje mladih, kot je lahko odvisno od ene same gospodarske funkcije, kot je neka zelo specializacija teh mesta. Specializacija ni vedno dobra, ampak da treba biti neko, če pametna specializacija, dejavnosti mora biti bolj razdrobljene. Tako ima pogosto malo mesta velike težave pri zagotavljanju dostopa do javnih funkcij. Predvsem tista manjša mesta, ki so pravzaprav na nekaj obrobju, na podeželju, nekaj periferiji ali nekaj bolj obmejnih področij. Tudi zaradi tega sem Slovenija zelo prizadeva za vključevanje izpitev vloge malih in srednje velikih mest, pripravi te nove evropske teritorijalne agende. Pravzaprav zauzemam se tudi v fokus vsebin in razvojnih inštrumentov na ravni Evropske unije, da bi prišli ta fokus zajeti interesi malih in srednje velikih mest. Eden od inštrumentov za odporno mesto je program UPA. Program je podprt sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, držav članic. Slovenija je ta program aktivno vključena tako skozi njegove upravljalske strukture, kot tudi v implementacijo v izvedbo konkretnih projektov. Program sam ne ponuja možnosti za izvedbo nekih velikih naložb. Program pravzaprav ponuja nek nabor inštrumentov in pristopov na področju urbanega razvoja, omogoča pravzaprav izmenjavo dobrih praks, izmenjavo znanja, omogoča krepitev pravzaprav upravljalskih sposobnosti mest. Bolj teh soft vsebin. Ni pa to program, ki je bil namenjen pravzaprav nekim investicijam. Mislim, da ravno tem je njegova moč pravzaprav, da okrepi pravzaprav strukture mesta za njegovo upravljanje. Ravno je težava, katere sem, da imamo pravzaprav pri vodnega svetega urbanega in pa sveta tudi prostorskega razvoja. Velik poudarek pri pristopu programa UPA tudi v vključevanju rečih deležnikov v obravnavanju drugih vprašanj. Tako sektorjev, nevladnih organizacij, pravzaprav prebivalcev oziroma nekih akterjev na lokalne ravni. V Sloveniji taki poteka tudi proces spremembe oziroma proces priprave nove strategije prostorskega razvoja Slovenije. Mi vidimo urbano strategijo, kot del se te prostorske politike na nacionalni ravni. In kot eden izmed izzivov pri pripravi te nove strategije je tudi izziv pravzaprav neke nove vloge mest. Ko sem že rekel, mesta v Sloveniji na nek način so. Slovenija je podurbanizirana, zelo malo urbanizirana in vloga mest, mislim, da je šibka oziroma tudi dostično poudarjena kot vloga nekega proizvajalca v prostoru. Predvsem so više konkurenčnosti, pač možno mesto, da igrati nekaj drugačne vloge. V boljšemu razvoju pa večji konkurenčnosti celotnih regij pa lahko tudi nek partnerski odnos med mestom in pa njegovim zaledjem, najbolj v obliki nekih funkcionalnih povezav in funkcionalnih urbanih regij. Ko sem že rekel, skozi regionalno politiko smo Sloveniji veliko storili za kohezivnost prostora. Za nekaj dostopnost in povrednost tako mest, kot podeželja tudi področnih množnih območij. Mislim, da to je velik uspeh slovenske regionalne politike. Mislim, da to ni dobro, to je zelo dobro. Pa drugi strani pa seveda tisto, kar moramo narediti, moramo pa dvigati konkurenčnost slovenskih mest. Tudi v nekem mednarodnem prostoru bomo sedeli, da se slovenska mesta tekmujejo s sosednjimi mesti v tujini in pa tekmujejo z nekimi drugimi mesti, pravzaprav v nekem makroregionalnem pa na nekem evropskem nivoju. Ravno zaradi tega smo si kot enega izmed ciljev prihodnega prostorskega razvoja Slovenije pravzaprav zadali izboljšati konkurenčnost slovenskih mest.
Poleg tega, zdaj v samem procesu strategije, pripravljena nova strategija vsega razvoja, smo pripravili predlog vizije vsega razvoja, pa ni pa predlog cilja. Kako pravzaprav mi vidimo slovenska mesta v 2050 v predlogu vizije vsega razvoja? Mi pač poselitev, v tem medu še vedno vidimo kot pravzaprav en mozaik, v kateri podejo neka manjša naselja in pa nekaj večjih urbanih centrov, ki poslednje med seboj dobro sodelujejo in se povezujejo pri reševanju skupnih izzivov. V tem obdobju verjamemo, da se v Sloveniji ta proces, ki je proti zdaj degradiral mesta, proces urbanizacije zaustavil. Mi smo ugotovili skozi eno študijo, da je proces urbanizacije predvsem v urbanih regijah izven slovenske regije pravzaprav oslabil mesta. Predvsem je to očitno v Podravju, to je očitno na Celjskem, če je to na očitno na Obali. Mi že seveda verjamemo, da smo ta proces lahko zaustavili. Slovenska mesta in druga naselja vidimo kot neka urejena, kot neka mesta, ki so prijetna za bivanje, ki pravzaprav ponudijo svojim prebivalcem kakovostno bivansko življenjsko okolje. Predstavljamo se, da bo ta mesta upravljena participativno in trajnostno. Slovenska mesta se predstavljamo kot zelena mesta, od mesta pravzaprav, ki bodo prijazne prebivalcem, ki bodo skozi kakovostne prostore, skozi kakovostne trge, mesta in parke in naprej. Svojim prebivalcem pa poskovali omogočali druženje, omogočali rekreacijo na prostem, hkrati pa bodo seveda svojo zeleno strukturo, tudi prispeli k lajšanju čistih sprememb, predvsem klimatskih sprememb. Ne vemo, da seveda v mestih danes imamo probleme s pregrevanjem z toplotnimi otoki, in prihodnje verjamemo, da ravno z neko drugačnim mobilom teh problemov na nek pravi način lotimo. En izmed izzivov, s katerega se bodo samo z mesta prihodnje morajo soočiti tudi urbano kmetijstvo, mi se predstavljamo, da se mesta bodo v nekem delu morali sami priti svojo lastno hrano, ali so to neke zelene strejke, ali so to neke tovarne hrane, recimo na nekih degradiranih urbanih območjih, kar že danes poznamo v Sloveniji. Prav tako ti mesta seveda bodo morala biti energetsko bolj samozgodne. Verjamemo, da se bo širitev mest svet zaustavila. Nekaj demografskih potreb v prihodnje ne vidimo, demografske projekcije za Slovenijo, tako na nacionalni, kot na regionalni vrste kaže pravzaprav stagnacijo in pa kasneje upad prebivalstva. Verjamemo, da bomo uspeli pravzaprav peljati proces oziroma upravljalske prakse, ki bomo lahko degradirana urbana območja redno prenavljali in pa pravzaprav preprečevali propadanje mest. Veliko pozornosti želimo tudi svetiti dostopnosti za stanovanje. Lansko je izgledala resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu in tudi ta resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu prinaša neke nove koncepte pravzaprav na področju stanovanjske oskrbe, predvsem s tem, da želimo več dodati dostopnosti do stanovanja. Ko sem že rekel, v novo strategija predvideti 5 ciljev vsega razvoja, 2 izmed teksta, neposredno pravzaprav povezane z mesti. Ena je pač krepitev konkurenčnosti slovenskih mest navzven. Tukaj si predstavljam, da mesta kljub vsemu so neka stičišča, mesta so imajo neko koncentracijo dejavnosti, koncentracijo delovnih mest. In na ta način lahko pravzaprav koncentracijo povezamo, na ta način so lahko povezani z srednjim mestom, predvsem tukaj imamo Zagreb, Grad, Celovec, Videm in naprej. Tukaj je tudi zelo pomembno, na kakšen način bomo mi pravzaprav oblikovali prihodnje svojo prometno mrežo, na kakšen način bomo razvijali tudi letalski promet. Naslednji cilj pa je izboljšanje kakovosti življenja v mestih in tudi na podeželju, ki je predvsem kakovost življenja, izboljšanje kakovosti življenja, izboljšanje okoljskih pogojev v mestih, tudi izboljšanje dostopnosti delovnih mestnih stanovanj. Hvala lepa za enkrat. Hvala. Prosim, prehajamo že kar na potem uvodnih izhodiščih na drugi del, kjer pravzaprav bi predstavljal nekaj različne možnosti financiranja urbanega razvoja. Ena od teh je tudi program ESPON z tem širkim. Mogoče bi kar prosil, da nadaljuješ. Hkrati pa bi prosil tudi gospodina Dokuto, gospodarstvo in tehnologijo, da se nam pridruži, in bomo potem nadaljevali. Ok, Marko, hvala.
izgraditi za prostor pokrivamo v tej srednjački komisiji 2 programa, vse programi sodelovanja, en program kluba, imamo možnosti financiranja ta program. Drugi program, katerega pa tudi upravljamo, s katerim se ukvarjamo na program, na direktoratu je program ESPO. ESPO je osnovni svet program, ki je namenjen, tako drugače bo za tudi program regionalne sodelovanja, tako za program, ki je namenjen povečanju znanja oziroma vedenja o prostoru, o procesih v prostoru, ki je tudi namenjen raziskavam, katere poskuša najti vprašanje o tom, kakšen način na prostoru vpliva druge razvojne politike, so sektorske politike. Tako da, če bo se šli se pogledati, zdaj tega programa so naši cel kupiki študij, ki so zelo različne, ki so z področja demografije, energetike, z področja mest, z področja prometa, kmetijstva in tako naprej, ribištva, cel kup različnih projektov v okviru tega programa pripravljene, cel kup nekih analiz. En izmed tipov projektov, katere pa izvajajo programi, smo spodbukovanje ciljne raziskave. To so pa raziskave, katere so pripravljene na teme oziroma na neko vprašanje, katere lahko programu predlagajo deležniki. To so lahko ali države, ali regije, ali mesta, ali občine, neka regionalna združenja. Te se poteka seveda tako, da pač deležniki programa predlagajo neko vprašanje, na primer ene takih tem, ki bo prihodnje najbolj tudi, na katero se bo prihodnje delali preiskave, recimo oskrba v nekih menjih območjih. Potem med temi so bile neki, kako pravzaprav funkcionira recimo funkcionalna urbana območja, kakšna je vloga mesta, recimo v tovrstnih regijah, kakšna je vloga v nekem čezmejnem prostoru, teme, ki so izpostavljene, take moče bolj z mesti, ali pa prometna povezanost. Ampak, kakorkoli pa so prav deležniki, ki so izpostavili neko temo, na katero želijo pravzaprav najti neko odgovor, ki mora biti seveda relevantno tako za te akterje, kot tudi relevantno v nekem evropskem nivoju. To se mora neko vprašanje, ki pravzaprav zadeva recimo več enakih vrst prostora, ki različne mesta in tako, ki lahko gotovo življenje v mestih, stanovanjskih prva in tako naprej. In potem pravzaprav program na podlagi teh opisov, tem vprašanj, izbere neke projekte, zelo izbere teme, pripravi projektno nalogo v sodelovanju s temi deležniki, ki predlagajo to temo, in potem pravzaprav razpiše celoti financira neko dovrstno raziskavo. Te raziskave so bile v preteklosti sredi deležnikov zelo dobro sprejete, zato ker pravzaprav so deležniki lahko prišli do nekih zelo kakovostnih raziskav, nekih zelo kakovostnih podatkov in informacij o nekih procesih, ki potekajo v prostoru, ki potekajo v mestih, ki na podeželju, in tako naprej. S tem, da je seveda njihov, da so bile pripravi teh raziskav povabljene tudi vrhunske evropske inštitucije. Treba podati, da s programom sodelujejo pač nekatere področja razvoja nekako najbolj uspešne ali pa najboljše evropske univerze in inštituti. Vedno se pravi nekaj konzorcij, ki iščejo tako podatke kot nekaj odgovore, kot nekaj informacije in pomagajo pravzaprav deležnikom skozi celoten proces izvedbe implementacijskega projekta, pravzaprav pri tudi tem načrtovanju nekih priporočil ukrepov, nekih lahko pravzaprav izvajajo. Zdaj se pravzaprav povabimo, da se mogoče pogledate primere teh projektov na spletni strani programa ESPON, www.espon.eu, da mogoče imeti nek občutek, kaj te projekti so bili. Verjamem, da lahko v že izvedenih projektih najdete tudi kakšne vsebine, ki vas zanimajo. Je pa tako, da ta razpis za te ciljne raziskave je bil odprt že konec lanskega leta. Vloge oziroma ta vprašanje lahko prihajajo na programu, da se lahko poda kadarkoli, ko zavni nekega roka, do katerega bi ta razpis bil zaprt. Ampak program je sem potem dati na leto, enkrat je zdaj že v konec februarja, zdaj že v najbolj jeseni oziroma že zimskega časa. Te vloge pravzaprav pregledajo, se potem odloči, katere raziskave bo financiral iz svojega programa. Tudi finančno je pravzaprav zelo mamljivo, ker seveda program celoti financira raziskave, tudi nekaj ne najbolj česa prispevati,
Uspevajo samo tiste svoje stroške, kot so naprimer deliti na različnih stanjih ali pa dati na seminarjih. En drugi stroške v celoti pokrije, tudi priprava v samem preke naloge v celoti pokrije program. Hvala, Tomaž, še enkrat. Zdaj bi pa kar prosil še Neno Dokuzo, da pa bi rekel še nekatere druge vere predstavi. Se verjetno posto srečujemo, tako da jo poznamo. Jaz vas tudi lepo pozdravljam. Jaz bi se mogoče kar navezala na tole, kar je bilo do zdaj povedan, ker je bilo super in mislim, da se tudi ustrezna področja pokrivajo. Mi smo v bistvu, če nadaljujem kar pri ESPON-u, mi smo na dveh točkah pri lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, v bistvu zelo blizu temu, kar je bilo do zdaj povedano. Na eni strani Urbaktu in logiki Urbakta, ki smo ga vzeli kot osnovo za to, da smo naredili ta urbani del, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. In smo v bistvu povzeli vse vsebine, ki so bile priporočene strani Evropske komisije, ki so se referirale na Urbakt, tako degradirane površine, podjetniško aktivnost, deinstitucionalizacijo, zmanjšanje tveganja revščine in vse te ukrepe smo v bistvu povzeli v našem delu, delu MGRT-ja, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in je navezan na lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Potem veste, da je tudi podeželski del. Podeželski del je vezan na LIDER, ampak dejansko smo ga mi izhajali iz Urbakta, ker se nam je zdelo, da če že razpolagamo sredstvi ESRR-ja, potem se sredstva ESRR-ja namenjajo za urbani razvoj. In tukaj je osnova, ki nam ne daje ta del. Zdaj, ESPON metodologijo smo pa uporabili v naši metodologiji za izračun deleža fiksnega dela za ta CLRD. ESPON metodologija nam je predstavljala majhno omejitev, ker smo določili funkcionalna urbana območja, ker pa še ni bila potrjena in ni bila v bistvu institucionalizirana ta rešitev, smo navedli, da v dodatnih urbanih območjih oziroma v funkcionalnih urbanih območjih, da se smiselno uporabljajo v skladu z metodologijo ESPON, ker referenca na to še ni bila mogoče. Tako da tukaj sta dve zelo ključni skupni točki, pa mogoče ti pol kar vaš odziv. Če je šla zadeva v širino, določili smo v bistvu funkcionalna urbana območja v okolici regijskih lokalnih središčih, zato da smo jih lahko zajeli v metodologiji za obračun tega fiksnega in variabilnega dela, ki ga imamo za ISRD. Zdaj, glede na to, da je sestava publike taka, da približno poznajo CLRD kot koncept, bi šla mogoče zelo na hitro čez ukrepe, ki jih imamo na lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost. Moram tudi povedati to, da je bilo malo težav, ker je v prejšnjem programskem obdobju ta lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v bistvu temeljil na programu LIDER. In se je izvajal skozi aktivnosti, ki so bile predvidene za program LIDER in to je vključevalo k večjemu razvoju podeželja. In je bil prehod na ta urbani del relativno težek in je trajalo v bistvu eno leto, da smo našli rešitev, kako urbani del vključiti v vse te strategije lokalnega razvoja. Jaz moram povedati, da tudi z lokalnimi akcijskimi skupinami smo imeli dosti dobro komunikacijo, da pa, ko smo dobili prvo rundo teh prijav na prvi rok, se je pokazalo, da še vedno ni integriran ta urbani del v zadostni meri, kar pomeni, da
da so cilji, ki jih zasledujemo, da so ukrepi, ki jih nameravamo izvajati v urbanem delu, da so bili precej relativno malo zastopani. In zato se zgodila še ena usklajevanja, še en krog, da so se te strategije ustrezno dopolnile. Kar je pomembno, je to, da mi smo v prejšnjem programskem obdobju financirali ogromno regionalne infrastrukture in to tako ekonomsko-poslovne kot okoljske, turistične, socialne in tako naprej. In zdaj v tem trenutku ugotavljamo, da predvsem v urbanih območjih je ta infrastruktura relativno neizkoriščena. In je ukrep, ki ga izvajamo zdaj skozi CLLD, skozi lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, namenjen temu, da se poveže tisti neizkoriščen del infrastrukture na lokalni ravni, ki je bil zgrajen, dobro, zdaj za recimo okoljsko infrastrukturo ne moramo reči pa za cestno prometno, ampak za vse ostalo, od domov za upokojence, do vrtcev, do ekonomske infrastrukture je vse nekje na 40% uporabe, kar pomeni, da ustrezno aktivacijo dejavnosti na lokalni ravni bomo prispevali k temu, da se tudi ta tip infrastrukture optimalno izkoristi. Meni je tudi zelo všeč, da ste posegali v stanovanjsko zakonodajo, stanovanjska zakonodaja, ki pač mi na področju socialnega podjetništva ugotavljamo, da so izredne potrebe potem, da se v bistvu za prve najemnike ali pa za prve kupce stanovanj najde rešitev in tukaj gremo v smeri stanovanjskih kooperativ in to navezujemo tudi na tisti del lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, kjer predvidevamo pač deinstitucionalizacijo in pa zmanjšanje tveganja revščine. Tako da, če vse ukrepe povežete med sabo, in jaz predlagam, da si tudi pogledate z vidika tega zagotavljanja aktivacije na lokalni ravni, če vse ukrepe povežemo med sabo, lahko dobimo ustrezen model zagotavljanja določenih storitev, ki jih sicer zdaj v tem trenutku še nimamo. Zdaj pa bi šla jaz mogoče samo zelo na hitro čez naše ukrepe. Prvi ukrep, o tem tisti, ki ste delali strategije lokalnega razvoja, že zelo dobro poznate. Prvi ukrep je zagotavljanje ali pa spodbujanje podjetniške aktivnosti, podjetniških mrež, podpornega okolja za podjetja, potem aktivacija tistih lokalnih podjetniških iniciativ, ki je zelo pomembna in se dogaja skozi partnerstva. In v bistvu je to tudi eden od načinov, kako zagotoviti večjo konkurenčnost mest, še posebej tistih malih in srednjih, kot ste jih zdaj klasificirali po vaši metodologiji. Potem seveda tukaj gre za partnerske projekte, ker partnerski projekti omogočajo stabilnost poslovanja na daljši rok, pa tudi trajnost tega poslovanja v času izvajanja projektov in tudi potem. Drugi projekt je, drugi ukrep je zmanjšanje tveganja revščine in tukaj se predvidevajo recimo aktivnosti, kot so co-housing, se pravi tudi stanovanjske kooperative, tudi skrb za starejše, tudi recimo participativni proračuni in podobne energetske kooperative, recimo na tem področju. Zdaj, zadnji ukrep je v bistvu varovanje okolja. Varovanje okolja so v strategijah več ali manj ukrepi, ki se usmerjajo na tisti del okolja, ki je pokrit z Natura 2000. Ampak varovanje okolja je tako zagotavljanje trajnostne mobilnosti, kot zagotavljanje ali pa oblikovanje turističnih proizvodov, ki so okoljsko, zeleno, trajnostno naravnani. In mogoče je bilo v teh strategijah, ki smo jih zdaj dobivali, nekaj več poudarka izrazito okoljskim temam in premalo poudarka na
teh temah, ki so relevantne z vidika urbanega razvoja, ki se lahko izvajajo v mestih, ki omogočajo, da pač mesta zaživijo in določeno aktivacijo tudi mestnega prebivalstva, spravi na urbanih območjih, na drugi strani pa učinkovite poslovne modele, zato da se sploh spodbudi ta podjetniška aktivnost. Jaz bi v tej točki zaključila, če bo kakšno vprašanje, pa mogoče. Jaz imam eno konkretno vprašanje. Kako, v kakšni fazi se pravzaprav zdaj strategije lokalnega razvoja, zdaj sta oba roka za sprejem, za posredovanje že potekla in aj možno še spreminja, kakšno je čisto? Strategije, ja, so na prvi rok je prišlo 13, te so bile v usklajevanju do nekje 2 meseca, 2,5, bilo odvisno tudi od našega pravilnika za dodatna druga urbana območja. Jaz mislim, da so šle zdaj pripombe na vsebino vanj, pač smo jih predlagali strani koordinacijskega odbora in že prihajajo tudi dopolnitve teh strategij. Se pravi, te, ki so na prvi rok, so že v precejšnji fazi zrelosti, te, ki so pa prišle na drugi rok, se pa administrativno pregledujejo in se bojo v naslednji fazi tudi vsebinsko ogledali. Tako da jaz računam v 2 mesecih, ja, tako, da se bojo tudi pobude za dopolnitev že tudi poslale, tretji rok je pa jih tako obrata. Če ima še kdo kakšno konkretno vprašanje, sem samo zaradi tega, ker vem, da bo gospod lahko mogla iti, sem zdaj mogoče izjemoma odprem še ta krog, če se na to nanašam, da ste figili razvoja nekaj v zvezi s CLD. Prav, ja, tako je. Hvala. Zdaj bi pa povabil da se nam pridruži Deja Sopstič iz grupe iz Kriba, da pa predstavi še nekatere druge možnosti, nekatere druge programe. Zdaj, mislim sicer, da se danes skoraj v celoti bomo pogovarjali tako imenovanih mehkih projektih, o možnostih, bi rekel, financiranja investicij. Neposredno iz Evropske unije pravzaprav skoraj ne moramo govoriti, ker z izjemo tega razpisa, ki je bil za Urban Innovative Actions, ki je bil podprt samo za velika mesta, pravzaprav za večja mesta in se je iztekel, mislim, da 15. marca. Drugih neposrednih možnosti za investicije pravzaprav ni. Tako da toliko mogoče, če pa se motim, pa z veseljem prepustim še. A vsekakor dajem besedo na več. Lepša hvala. Jaz ne vem, ali to, kar že stojimo. Dobar dan, najlepše pozdravljeni, to z moje strani. Najprej hvala tudi SOS-u za povabilo, da smo danes z vami. Mogoče nakratko z nekaterimi od vas so že poznani obrazi, smo že delali, mogoče drugi, ki nas še ne poznate. Smo dokaj nov zavod, kjer pa smo strokovnjaki, ki zadnjih 10 let delamo nekako na povezovanju vseh deležnikov, medsektorskih, mednivojskih, za potrebe nekega razvoja, dolgoročnega, kakovostnejših, kompleksnejših projektov, ali mednarodnih, pa tudi na nacionalni ravni. Tako da imamo izkušnje z veliko različnimi programi, predvsem pa tudi z načini sodelovanja v nekih lokalnih skupnostih, na kak način tudi povezovati ljudi. Gospa je izpostavila, kako zdaj te partnerstva dejansko ohranjati, krepiti in kar smo tudi ugotovili, je, da je dobra praksa že na začetku nekih razvojnih idej razmišljati, na kak način bomo dolgoročno te ideje povezovali, tudi ne samo prek aktivnosti, tudi prek različnih virov financiranja in tako naprej. Tako da jaz bom danes na hitro, Saša mi je dala zelo enostavno nalogo v 15 minutah predstaviti evropske vire financiranja. Tako da ta predstavitev jo vzemite bolj kot en
hiter pregled in usmeritev. Dodala sem tudi kar nekaj linkov v to predstavitev, mislim, da jo boste lahko tudi dobili. Predvsem pa bomo potem še skupaj cel dan pa na delavnicah, pa mislim, da bo tam več priložnosti. Takaj bolj konkretnega povemo, kot pa tale hiter prelet. Torej, zavod sem ga hiter predstavila. Predvsem je bila prošnja, da se osredotočim na druge vire, torej tisto, kar ni v okviru Urbakta ali pa tega, kar že poznate, kar so drugi govorili, ampak kako se lahko morda povezuje še z drugimi viri. Tako da ena stvar, ki jo bom predstavila, je Evropsko teritorialno sodelovanje, torej ostali programi, ker žal se nam predstavniki službe vlade za regionalno politiko, tako niso mogli pridružiti, pa malo navezavo na ostale, kje so še kakšni viri za investicije, res ni najbolj rožnato, ampak čist ne mogoče pa tudi. In pa predvsem, kako se v tej vsej poplavi informacij znajti, pa na kak način se loti. Torej, to sem že povedala. Zdaj, kot sem rekla, zelo poenostavljeno, kar je tudi označeno. Pač Evropska unija ima veliko različnih finančnih mehanizmov, razlikuje se mogoče v tem, kateri so upravljeni direktno strani Evropske komisije in njihovih agencij, ali pa ki so upravljeni v sodelovanju z državami, ali s posamezno državo, ali pa skupinami držav. Zdaj, kot rečeno, to je zelo poenostavljeno. Ali so to neki nacionalni razpisi v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, pa seveda države upravljajo programe skupaj. Obstajajo pa seveda tudi ti direktno upravljeni strani Evropske komisije, naprimer obzorje 2020, mislim, da ga vsi poznate. Zdaj, zelo uporaben dokument je Beginner's Guide to EU Funding, ki je pač na straneh Evropske komisije, kjer imate dejansko predstavljeno nekak pregled ali pa vsaj osnovno logiko in pa navezave različnih, torej eno so ti skladi, ki smo jih danes že slišali omenjene, torej Evropski sklad za regionalni razvoj, za kmetijske politike in tako dalje. Potem pa tudi navezavo na te čisto direktno financiranje. Tako da predvsem na to bom poskušala na hitro dotakniti danes in pa seveda nadaljevanje odgovoriti še na kakšno dilemo. Zdaj, Evropsko teritorialno sodelovanje, jaz se opravičujem, malo sem zamudila, ker danes je rok za enega od teh programov, kjer tudi nekaj pripravljamo. Tako da v okviru tega, torej cilj je sodelovanje ne samo na nacionalni ravni, temveč med regijami, med državami na nivoju celotne Evropske unije. Vsem je skupno pač neka odprava razlik med regijami in prizadevanja, da se regije čim bolj poenotijo tako razvojno, ekonomsko, družbeno, z vidika okolja in tako naprej. In v okviru teh programov so trije nekak stebri. Čezmejno sodelovanje, mislim, da vse občine kar dobro poznate, pravkar se je zaključil en rok razpisov, torej to je predvsem poudarek na obmejnih območjih, za Italijo, Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško. Potem transnacionalno sodelovanje, kjer gre za povezovanje različnih držav v neki makroregiji. Bom prišla do podrobnosti. Tu je predvsem poudarek, če so čezmejni programi, predvsem zdaj v novi periodi zelo usmerjeni k nekim praktičnim implementacijam oziroma da se čim več tudi izvede, je v bistvu na nivoju transnacionalnega sodelovanja so pričakovanja predvsem neka priprava skupnih razvojnih rešitev, krepitev institucionalnih zmogljivosti javne uprave in javnega sektorja, res z ciljem za izboljšanje politik in strategij. Zdaj, končni uporabniki tega so dejansko nacionalne institucije, ministrstva, agencije, je pa prostor tukaj seveda tudi za občine in za neke projekte na podlagi urbanega razvoja, predvsem preko nekih pilotnih projektov ali pa nekih preizkušanj.
In pa medregionalno sodelovanje, kar so pa večinoma že predstavili kolegi. Tako da bom sicer omenila, ampak ta je pa res bolj za izmenjava nekih izkušenj v podporo izvajanju politike. Zdaj v čezmejnih programih jaz ne bi preveč izgubljala besed, jaz mislim, da jih dobro poznate. Transnacionalni programi, po novem Slovenija sodeluje kar v 5. Območje Alp, to ostaja bolj kot ne tisto, kar je bilo prej, torej Slovenija, večji del, ali pa cela Avstrija, večji del Francije, Nemčije, Italije, ter pa Švica in Liechtenstein. Srednja Evropa, kjer sega v bistvu sodelovanje kar gor še do Poljske, Češke, Slovaške, Mediteran, kjer se lahko pride tudi do Kanarskih otokov, če radi potujete. Potem Podonavje in Jadransko-jonski program pa sta nova programa, ki sta nastala iz prejšnjega programa Jugovzhodne Evrope. Torej, kakšna je razlika, mogoče, torej med medregionalnimi programi ste že seznanjeni, torej Urbak, Espon, obstaja še Interakt, ki je čisto namenjen v bistvu podpori izvajanju ostalih, in pa Interreg Europe, ki je pa mogoče še zahtevnejša izvedba ali pa izvedba transnacionalnih programov na nekem drugem nivoju. Torej tukaj gre ne za neko makroregijsko, ampak za sodelovanje med vsemi državami Evrope. Je pa konkretno namenjeno prav regijam, oziroma pač v našem primeru ste potem občine oziroma neke regionalne razvojne agencije tiste, ki ste lahko sogovornik. Gre pa predvsem za neko izmenjavo izkušenj pri oblikovanju nekih razvojnih politik, mest, regij. Tako da to je recimo ena taka stvar, kjer bi se lahko neke urbane politike recimo testiralo, nadgrajevalo. Je pa vedno je pristop, da se nekako izmenja izkušnje, kako se nek določen problem v neki regiji rešuje. Recimo, ne vem, urejanje zelenih površin v degradiranih območjih mest ali karkoli. In se lahko potem recimo v okviru tega tudi pripravi ali nek akcijski načrt, strategijo ukrepov, izmenjava izkušenj in tako dalje. Mogoče tukaj, kar je takšno sporočilo, je, kako se ti trije programi razlikujejo ali kaj lahko kje sploh dobimo. Kot sem rekla, transnacionalni programi so namenjeni izboljšavam politik, torej sodelovanja javnih institucij, povezovanja javnih in zasebnih, povezovanja vseh nivojev, vseh sektorjev, torej kako celovito nasloviti nek konkreten problem. Recimo bili so primeri projektov, obnova oziroma pač nekako oživljanje degradiranih industrializiranih območij. Zdaj v vsakem primeru so to kompleksni projekti, ki zahtevajo tako različne nivoje, torej od občin do regij, do nacionalnih nivojev, kot pa tudi predvsem poudarek na medsektorskem sodelovanju vseh možnih akterjev. Torej, če govorimo o načrtovanju nekega prostora in prostorsko načrtovanje in varstvo okolja, konec koncev družbene spremembe in tako naprej. Recimo za neke občine pa regije bi bilo tukaj čisto možnost, da sodelujete kot neko pilotno območje, preko katerega se nekaj takega poskuša narediti. Recimo, na kak način lahko izboljšamo povezovanje vseh deležnikov v mestih, zato da izboljšamo upravljanje z degradiranimi območji. In v okviru tega bi lahko recimo vi naredili, bi se lahko mesto priključilo kot neka pilotna občina ali pa regija, kjer bi na to v okviru projekta skupaj z partnerji iz različnih držav nastavili, na kakšen način to metodologijo zastaviti, kako jo izvesti in priti v bistvu nekako so ti programi namenjeni predinvesticijskim korakom.
Torej vizija, strategija, nek akcijski načrt, kako bomo nekaj izpeljali. Čezmejni programi pa so že malo bolj konkretni, sploh v zdajšnjem obdobju. Mislim, da tisti, ki ste se zdaj prijavljali, ste videli, da je kar nekaj razlik. Dejansko želijo ready to go projekte, če lahko tako rečem. Torej tisti, ki so že izdelani, naprimer nek turizem, da so že izdelane točno strategije, kaj hočemo, katere ciljne skupine pritegniti in da v bistvu v okviru teh projektov potem lahko tudi neke manjše investicije izvedemo. Tu ne gre o milijonih, ampak recimo 10, 20, 30 tisoč evrov, kakšne table, kakšne obnove, tudi obnove stavb. Je pa res, da recimo vsaj večja mesta ni mogoče toliko relevantno, res je poudarek na tistih manj, mogoče bolj zapostavljenih regijah, bolj zapostavljenih območjih. Tako da vsaj meni osebno ne diši najbolj, da bi se potem v Ljubljani nekaj naredilo, ampak ne vem, Kočevje, pač manjša mesta, manjši kraji. Tako da v bistvu bom potem tudi na enem primeru ponazorila, na kak način se bi lahko ta različna sredstva povezovala, pa še mogoče kak primer. Tako da vsi ti trije programi oziroma vsi ti sklopi so upravljeni ne direktno iz Bruslja, ampak preko organov upravljanja. V čezmejnem programe so to pač dvostranski oziroma dvodržavni. Slovenija mislim, da upravlja z 3, Slovenija, Avstrija, Slovenija, Mačarska in Slovenija, Hrvaška. Tomaš, ne vem. Transnacionalni programi pa dejansko so upravljeni strani odbora za spremljanje, ki ga sestavljajo različni predstavniki vseh držav. Vsak pa ima nekje svoj sedež, območje Alpije v Münchnu, Srednja Evropa je na Dunaju, Mediteran je v Marseju, Podonaj je v Budimpešti in pa Jadransko-jonski program, ki je najnovejši, je v Bologni. Zdaj, kar je res pri evropskih virih, da je zelo težko najti eno poenoteno bazo, kjer bi bilo vse. Zdaj, kar se tiče teh... Ampak vse boste to menda dobili. Kar je res, da vsaj v Sloveniji obstaja stran, kjer lahko imate na enem mestu pregled vseh teh programov Evropskega teritorialnega sodelovanja. In sicer je to eu-skladi.si, potem pa tam izberete Evropsko teritorialno sodelovanje, kjer tudi potem najdete linke do vseh ostalih posameznih programov. Je pa res, da so informacije pač razpršene, moramo razumeti, da za 500 milijonsko Evropo moramo tudi informacije nekaj porazdeliti. Kar sem pozabila dodati, je pa še ena koristna baza, ki sicer še ni čisto funkcionalna, oziroma mislim, da ni še vse čisto posodobljeno. Je pa z strani Evropske komisije oziroma Interacta, ki je neka podporna služba vsem tem programom, bila pripravljena baza KEEP, keep.eu, kjer so načeloma vsi projekti financirani iz vseh teh različnih Interreg programov. Torej, včasih so bili Interregi, potem niso bili več Interregi, zdaj so spet vse to Interregi. In vsi pretekli projekti, baza vseh teh je v tej keep.eu, kar je pomembno je zato, ker so zelo vsi alergični na ponavljanje, na podvajanje, pač vsi ti projekti, ki so tudi namenjeni bolj mehkim temam, lahko zelo hitro zaidejo v meglo. Veliko je nekih ponavljanj, ali pa se nam zdi, da bomo spet nekaj novega rešili, pa je to že obstaja. Tako da vas tudi v bistvu vsakič, ko se prijavljate, res raziščite, kaj je že, kdo je že kaj delal, da se tudi povežete lahko z njimi in da ne v bistvu
še enkrat enih in istih zgodb razvijate, temveč dejansko nadgrajujete, povezujete. Pa še več o tem, še kasneje. Torej potem najbrž bo lahko vam Saša poslala to, oziroma Sos poslala to, pa bom dodala še te linke. Zdaj, malo je težko strniti vse te misli o vseh teh gromozanskih virih, kar se pozna, ali pa kar tudi mi ugotavljamo skozi naše delo. Tisti, ki se res nekako sistematično lotijo ali pa lotite pristopa k tem in dejansko razmislite že prej, na kak način se bojo ti projekti nadaljevali in da dejansko te projekte vzameš kot nek zagon, ne pa pač projekt za projekt. Ogromno je projektov za projekt, kar pač rezultira v tem, da je ogromno nekih baz, ogromno nekih priročnikov, ki pa na koncu nihče ne ve, kom služijo. Tako da vsaj kako se mi lotevamo potem tudi izvajanja ali pa pripravljanja, da se res pogleda vse, kaj se dogaja in se že prej razišče, kje bi pa lahko kako stvar še naprej financiral. Zdaj, konkretno za mesta, mislim, da so sicer predstavili te programe, je pa res, da vsaj z vidika nekih pilotnih ali pa manjših stvari lahko mesta sodelujejo, dobijo neka financiranja tudi v okviru drugih programov, ki mogoče niso najbolj očitna ali pa ne pomislite najprej na njih. Torej, teh programov Evropske unije je seveda veliko. Naštela sem ene par mogoče ključnih za to, da poudarim, kaj se kje recimo lahko najde. Na koncu pa vam tudi podam par linkov, kjer pa najdete še veliko bolj podrobnejše informacije. Torej, Obzorje 2020 je eden od največjih finančnih mehanizmov Evropske unije, mislim, da je skoraj 80 milijard evrov na voljo. Sicer je namenjeno za raziskave in razvoj, ampak z močnim poudarkom na povezovanje raziskovalne sfere z praktično aplikacijo. Torej, dejansko z nekimi implementacijami v okolju, na kak način se lahko raziskovalna sfera povezuje tako z javno upravo, tako s privatnim sektorjem, da pač raziskave niso same sebi namenjene. Ampak da so usmerjene v neko uporabo v realnem življenju. Zdaj, tukaj je baza ogromna. Obzorje samo obzorje je razdeljeno na več stebrov. Eno je namenjeno dejansko tudi klimatskim spremembam, pa tudi v bistvu vpliv na oziroma upravljanje z družbenimi spremembami. Zdaj, tu je tako možnost enako, da se vključite kot neka inštitucija, ki neke rešitve dejansko rabi in jih bo izvajala na koncu. In recimo, če se prav zdaj smo se vključili tudi mi v en projekt, ki se ukvarja s tem, na kak način v bistvu reke, veliko projektov imamo z področja varstva okolja pa upravljanja rek, na kak način torej izboljšati tudi ta, oziroma prikazati tudi nek ekonomski vidik koristi. Vključili smo 10-11 mest po Evropi, ki ugotavljajo, na kak način v bistvu prikazati vrednost tudi tega, da recimo neka reka ohranja tudi zadržuje neke poplavne površine, ki jih lahko recimo mesto te ekosistemske storitve koristi in tako naprej. V glavnem, v vsaki od teh sodelujočih držav sodeluje tudi ena občina oziroma regija, ki bo tudi v bistvu čisto demonstracijsko neke rešitve na terenu pridobila. Tudi tu ne gre za 5, 6, 12 milijonov evrov, ampak se pa da v bistvu neke demonstracijske akcije v nekih manjših par 10.000 evrov, do 100.000 evrov, ki lahko pa vseeno nekemu mestu, nekemu manjšemu območju prinesejo neke konkretne rešitve. Tako da ni, da je to res čisto nekaj v oblakih, ampak se da tudi na ta način skombinirati.
Life, mislim, da ga poznate, eno od poudarkov tudi na seveda klimatskih spremembah, oziroma podnebnih spremembah, čujem za tujke. In pa na komunikacijske akcije, jaz mislim, da veliko mest v temu že nekako sodeluje ali pa vsaj nekako se vključujejo. Torej, sicer mogoče niste tista prva ciljna skupina, niso neka urbana okolja, ampak dejansko so to sredstva za neke ukrepe, za neke manjše ukrepe, ki lahko pridobijo, ki lahko pripomorejo k nekem kakovostnejšem urbanem okolju. Zdaj, vsako leto je razpis, odprt bo maja. Je pa res, da so tukaj vedno problemi s sofinanciranjem, ker so dokaj nizki, mislim, da so 50%. Pa tudi res je, da gre zelo malo projektov odobrenih in tukaj je res potrebno biti dobro in pripravljen in povezan. Torej, povezovanje vseh inštitucij, torej ne samo mesta sama, ampak ne vem, naprimer Agencija za okolje, kakšne nevladne organizacije, ki delujejo na področju, ne vem, energetske učinkovitosti in tako naprej, in tako naprej. Ja, Life sicer omogoča tudi večje integrirane projekte, ki so pa ena svoja zgodba, pa mislim, da so še toliko nedorečeni, mogoče niti ne bi odpirala te teme, ampak bodite pozorni, no, tudi tu so, bo pa prišlo tudi do tega, da bojo omogočeni tudi večji integrirani projekti, torej, ne vem, to pa gre do, ne vem, tudi do več milijonov, ki pa jih bo potrebno kombinirati. Torej, neka tema, nek projekt, nekaj bomo financirali iz Life-a, nekaj bomo financirali iz kohezijskega sklada, nekaj bomo financirali mogoče čez neko akcijo čezmejno, pa mogoče še kasneje še malo več o tem. Potem obstaja en velik program Erasmus+, zdaj večinoma iz prejšnjih programov se ga spomnite kot program Erasmus, sinonim za študentska popotovanja oziroma izmenjave. Zdaj se Erasmus imenuje celoten program, namenjen izmenjavi znanj, oziroma izboljšanju znanj, tako za šole, za odrasle in tako naprej. Seveda, primarna ciljna skupina, tukaj so izobraževalne institucije, ljudske univerze in tako naprej, ampak tudi tu je pa res, da je namenjeno krepitvi zmogljivosti znanj različnih sektorjev. Recimo, lahko bi bil konec koncev tudi projekt, kako izboljšati znanja za boljše upravljanje urbana, ne vem, spet ta degradirana območja, ne vem, zakaj imam v glavi. Pa se da čisto tukaj naredite en luškan projekt, ne vem, 5-6 vaših ljudi se lahko potem, ali pa 10, udeleži nekih izobraževanj, oziroma razvijajo se skupaj, seveda v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami, trening centri in tako naprej, neki izobraževalni programi za določeno ciljno skupino, kjer se lahko udeležite in pridobite neka znanja. Torej, ni mogoče direkten vir nekih velikih sredstev, je pa vir tam, kjer nam ponavadi zmanjka. Najbolj zmanjka tam, ko je treba plačati kako izobraževanje, po drugi strani pa tega tudi potem manjka, ko nekaj izvajamo. Tako da tudi to je vredno raziskati, ker je kar nekaj možnosti. Potem jaz mislim, da je Evropa za državljane, da vsi poznate. Se mi zdi, da je tak program sodelovanja mest. Gre po eni strani tudi za pobratenja, torej sodelovanje med pobratenimi mesti, ali pa tudi čez neki skupni luškani programi, projekti. Nekaj let nazaj smo sodelovali z občino Škofja Loka, ki veste, da dela ta škofjeloški pasijon. Takrat je bilo to še nekako v fazi oživljanja in so se recimo povezali z mesti, ki imajo podobne festivale, podobna izročila, so potem nekako tudi v okviru tega programa izmenjali neka znanja, pa tudi okrepili same dogodke, ki so jih vsak pri sebi opravljali. Tako da pač manjše stvari, tukaj so res manjši projekti, no, to je par
to je 100 000, mogoče 200, to niso milijoni. Milijoni so, ne vem, potem seveda v povezovanju z vašimi, torej s kulturnimi inštitucijami je program Kreativna Evropa oziroma Creative Europe, torej programa Mediji in kultura. Recimo za ureditev takih območij, kot je Tobačna, so tukaj programi. Je tudi možno najti pa tudi sredstva za kakšne obnove, kakšne kulturne dediščine. Torej, cilj je nasplošno pač podpora ohranjanju, razvoju kulture, kulturne dediščine, tako naprej, kulturnega delovanja, vse pa najdejo tukaj tudi sredstva, čisto konkretna. Je pa seveda res, to ni nič od tega, kar razlagam, ni nekaj, kar se občina ali pa neka regija sama odloči in prijavi. Posod gre za spodbujanje sodelovanja vseh ključnih akterjev, torej, če boste si, velikokrat se zgodi, da se najde inštitucije, ki mislijo, da bojo same zmogle vse, ampak na koncu vidimo bolj, da to se ne izide ali pa se ne izvede. Potem še en od teh, ki je pa mogoče bolj na podjetništvo, je pa Kozme. Ta je pa tudi vsako leto razpisan, ki pa tudi omogoča v bistvu tudi občinam, regijam neke možnosti razvoja, recimo konkretno je vsako leto razpis za razvoj turističnih produktov ali ciljanih na čezmejne turistične produkte, recimo lahko bi recimo Alpe Adria Tour, ne vem, kolesarska steza od Nemčije do Dalmacije. In tukaj sicer ciljna skupina seveda so podjetja, spet je pa zahteva, da so partnerstva sestavljena tako iz podjetij kot iz mest, torej občin, regij, turističnih agencij, turističnih organizacij. Vsi ti projekti zahtevajo v bistvu celosten nek medsektorski pristop in tukaj so vedno območja tista, ki so potem tudi tista, ki nosijo neke razvoje. Tu je več pač manjših projektov, tu so tudi, recimo okrog 200 000 vrednosti projektov, lahko tudi več, lahko tudi manj, ampak spet po košček se lahko zloži. Zdaj, kar se tiče še ostalih informacij, na strani Evropske komisije oziroma Evropske unije najdete tudi eno stran, kjer je strnjeno vse, kar se tiče urbane politike, od mrež, v katere se je vredno vključiti, do kje so baze nekih preteklih projektov, seveda tudi informacije o Urbaktu, vse to, torej vse, kar se tiče politike urbanega razvoja Evropske komisije, je na eni strani pač link do vseh možnih povezav, do recimo, ne vem, Evropska zelena prestolnica Evrope, do kulturna prestolnica itd. Vse, kar se je že naredilo in pa obstoječe mreže. Tako da tudi to je en vir, kjer lahko pogledate, kdo že kaj dela, da se ne lotevate sami, da se ne lotevate prvič, ker mogoče pa se lahko že kam navežete. Je pa iztočnica še za zadnjo misel, za zadnji slajd, zelo uporabno, je pa pripravljen tudi priročnik, kako lahko različne vire financiranja kombiniramo za uresničevanje razvojnih ciljev. Tu boste najti tudi veliko čisto konkretnih primerov, naprimer, pa zdaj ostanemo pri tej degradiranih pomoči, recimo, v programu bom skupaj z ministrstvi razvil neko strategijo mesta, potem bom v okviru LIFE uresničil neke ukrepe, da bom revitaliziral recimo nek del ob reki v mestu. Potem bom, zato rabim neko znanje, bom naredil eno sodelovanje z mojim pobrateljim mestom v okviru Evrope za državljane, pa se bomo učili o tem in o tem. Torej, tukaj ta priročnik je res po eni strani pregled, kaj vse je, po drugi strani pa daje dobre napotke, na kak način razmišljati, kako povezovati.
In zdaj mogoče, da tole ilustriram. Zdaj moja umetnost. Dejansko, kar pogrešamo, ko delamo tudi mi, ali z ostalimi partnerji, z regijami in tako naprej, res neka poenotena dolgoročna pot. Mi smo, pa Tomaž se lahko smejal, gospa Margita Jančič, ki je bila prej odgovorna za transnacionalne programe, nam je enkrat, ko smo imeli nekaj diskusije, nas je kar utišala, rekla, nič ni res, da je kar vse zmenjeno pa razdeljeno. Za dobre projekte se vedno najde denar, sam vedeti morate, kaj hočete. In mislim, da je to res tista filozofija, vsaj iz prakse, ko doživljamo, če res veš, kam želiš nekam priti, boš najdel vire in jih boš poiskal in jih boš pokombiniral. Tako da zelo dobro je seveda na začetku narediti, kje smo danes in kam želimo priti, ne vem, čez 10, 20, 30 let in potem sistematično se lotiti, ne vem, na začetku z nekaj vizije, strateška načrtovanja, tudi izmenjave praks, recimo za nekaj takega, nek transnacionalni projekt, čist luškana stvar, da se izmenjajo neke dobre prakse, da se ukrepijo neke sposobnosti, ne vem, Urbart smo slišali, Europa, Erasmusi, tudi Evropa za državljane. Recimo, da preizkušate nekaj, kar smo ugotovili, je, da včasih je zelo težko najti sredstva za to, da se malo igramo. Včasih se pa moramo malo igrati za to, da sploh ugotovimo, kaj znamo, česa ne znamo, pa kaj nam manjka. Zdaj, velikrat se vidi ta sredstva tudi, da je to stran vržen denar, v nekaterih pogledih je, v drugih pogledih pa vsaj ta obzorja, ki se ti z nekim mednarodnim sodelovanjem odprejo, pa tudi naredijo en velik premik lahko, ne samo znotraj posameznikov, ampak tudi organizacij. Tako da recimo, ne vem, v okviru obzorja bi lahko potem recimo rekli, da ok, želimo narediti strategijo našega energetske učinkovitosti našega mesta, na kak način bomo to naredili. V nekem transnacionalnem projektu lahko to posodobite, se naučite itd. Mogoče lahko tako malo stvar že sprobate, ali pa v bistvu nastavite naslednji projekt, ali pa komplementaren, kjer boste pa v okviru obzorja neko tako stvar testirali. Seveda rabimo neka znanja, mogoče sodelujemo v nekem Interreg Europa projektu, ali pa se potrudimo dobiti nek Erasmus projekt za neko dodatno usposabljanje. Potem pa izvajamo ukrepe, pač različne, ne vem, z Life-om bomo eno stvar uredili, s čezmejnimi programi bomo mogoče ukrepili to neko osnovno infrastrukturo, kakve table, kakve cesto sčistili. Seveda so potem nacionalni programi financiranja, ki se jih danes sicer ne bomo dotaknili, kozme za to, da podjetnike malo potisnemo naprej, sredstvi za Europe in tako naprej. Torej, res je veliko na tem, da se na začetku razmisli, torej, kam želite priti, ampak res, da se povežete res z vsemi. Kultura, okolje, sociala itd. Pač vsi deležniki, ne samo nekako na papirju, ampak da se res nek dialog vzpostavi, da si naredite nek jasen načrt, kdaj boste naredili, potem pa pridejo v bistvu, kje so vsi možni viri. Pač ne se lotevati z te vidika, tamle je en razpis, zdaj bom pa nekaj tam naredil. To bojo projekti, ki bojo pač projekti, pa jih bo konc, pa to bo. Zato, ker velikrat, mislim, tudi to je problem, da se premalo povezuje. Tudi potem z zasebnim sektorjem, pač treba iskati tudi neke nove poslovne modele in razmisliti, na kak način lahko te neke rezultate projektov povezujemo naprej. Potem pa dejansko neka priprava in pa izvedba. Tudi mi, ko veliko delamo ali z občinami ali z regijami, skušamo najprej dobiti pomagati k nekemu osnovnemu poenotenju, potem pa lahko v bistvu tudi pomagamo najti, na kak način neka sredstva čim boljše izkoristiti. Če je kako sporočilo,
pač najprej videti kam, potem pa raziskati, kje vse so možnosti. Velikokrat kdo prije tam, ja, kje so pa kakšna sredstva za to, ja, kaj pa hočete, ja, nekaj na to temo, ja. Kaj? Mislim, zakaj? Kdo bo imel kaj od tega? Na kak način boste vključili te ljudi, za katere delate? Velikokrat dobimo projekte, ki jih nekdo dela za nekoga, ta nekdo pa sploh ne ve, da se to dogaja. Mislim, razmisliti na kak način. Kar bi jaz rekla, da pač virov je veliko, kot je rekla gospod Jančič, tam dobro idejo je treba imeti, pa se denar vedno najde. Upam, da ste vsaj malo dobili, ne vem, okvir, te linke, ki sem jih dala, če jih malo prebrskate, to niso tisti milijon-kilometrskih dokumenti, pač z namenom sem takšne eliminirala, ampak so pa ena taka začetna vstopna točka. Če pa imate seveda kakšnekoli vprašanja ali pa pomoč, smo pa tudi mi na voljo, pa tudi Saša nas lahko še kdaj pokliče. To je to, bomo pa še najbrž lahko potem kaj. Upam, da nisem predolga se spračila. Kakorkoli je bilo koristno na vsakem primeru, tako da jaz mislim, da če je bila kakšna minuta več, je bilo Zdaj, mislim, vsi te projekti v vsakem primeru mogoče tudi kakšno zaposlitev, kar je po mojem za občine tudi zelo pomembno, da pravzaprav se lahko kadrovsko malo pripremi, ker imate pač s tem vedno težave, tudi če včasih kakšna megla izpade, ampak včasih ste pač povabljeni v kak projekt, pa greste not, pa še ne veste čisto točno, kako bo, ampak v končni fazi ima omogoči to razvoj naprej. Ampak zdaj, zakaj smo danes pravzaprav ta datum izbrali za današnji dogodek, je pa v povezavi z programom Urbak, ki je pravzaprav bil tudi nekak okvir tega projekta. Namreč včeraj je pač obrnil razpis tega programa, tako da je danes pravzaprav tole služi tudi kot informativni dan o tem razpisu in sodelavka Petra Očkarl z našega inštituta bo pa povedala nekaj več o tem konkretnem razpisu in potem bomo prosili še Andrejo iz mestne občine Maribor, da ena izključno hočemo uspešnika razpisa. Tako da, Petra, kaj? Upam, da vam je ostalo še nekaj energije, da gledamo še ta Urbak. Nekaj je bilo zdaj že povedano, da gre za program Evropskega teritorialnega sodelovanja, potrebno financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa držav članic. Upravičene so države članice EU in pa Švica in Norveška. Glavni cilj Urbakta je spodbujati celostni trajnostni urbani razvoj v evropskih mestih. Organ upravljanja pa je francosko ministrstvo pristojno za prostorski razvoj. Zdaj v bistvu teče že tretja edicija Urbakta, Urbakt 3, in sicer so 4 glavni cilji Urbakta 3 izboljšati zmožnosti mest za vodenje trajnostnih urbanih politik, in sicer na celosten in participativen način, potem pa izboljšati pripravo celostnih urbanih in trajnostnih strategij in akcijskih načrtov. Ta se zdaj v bistvu nanaša na ta aktualni razpis, oziroma naslednje, izboljšati izvajanje celostnih urbanih in trajnostnih strategij in akcijskih načrtov. Četrti glavni cilj pa je zagotoviti, da imajo tako odločevalci na vseh ravneh, pa vsi ostali, ki se delujejo v mestih in pa na področju urbanega razvoja, dostop do znanja in veščin na različnih tematskih področjih. V Urbaktu so sestavljeni iz 3 glavnih tipov aktivnosti, to so mednarodna mrežja, krepitev zmogljivosti in pa kapitalizacija in diseminacija. Pri mednarodnih omrežjih imamo 3 tipe omrežij, ki jih bom predstavila kasneje. Pri krepitvi zmogljivosti gre v bistvu za to neko usposabljanje, učenje
tako tistih zaposlenih na občinskih mestnih upravah, kot pač vseh ostalih lokalnih deležnikov. Pri kapitalizaciji in diskriminaciji pa je v bistvu zato, da imajo tudi tista mesta, ki niso neposredno vključena v urbak nekaj tega in se v bistvu potem iz teh izkušenj in ugotovitev učila. Torej, kot sem že povedala, pri tem prvem glavnem tipu aktivnosti se pač izvajajo projekti oziroma pri urbaktu se temu rečejo mrežja mest, ki na neko temo sodelujejo. Pri krepitvi zmogljivosti so to različno usposabljanja, različni dogodki. Pri kapitalizaciji in diseminaciji pa si urbak prizadeva postaviti neko platformo znanja, iz katerega lahko črpajo vsi, ki se s tem ukvarjajo. Torej, urbak se izvaja skozi 3 tipe mreži, to so akcijska mreža, izvajalska mreža in prenosna mreža. V akcijskih omrežjih si v bistvu mesta prizadevajo pripraviti akcijske, lokalne akcijske načrte. V bistvu sodelujejo na mednarodni ravni in pa potem tudi na lokalni ravni v bistvu spostavijo lokalne akcijske skupine in z njimi na določeno temo pripravljajo akcijske načrte. Pri izvajalskih omrežjih pa gre v bistvu naslednji korak. Torej, to je za mesta, ki že imajo neke akcijske načrte, neke strategije in zdaj vstopajo v fazo izvajanja. In se v bistvu je ideja v tem, da se pač različna mesta v Evropi na neko temo povezujejo in v bistvu razvijajo načine, kako najbolje izvajati pripravljene strategije in akcijske načrte. Pri prenosnih omrežjih pa gre za prenos dobrih praks med mesti in pri tem v bistvu eno mesto igra vlogo nekega nosilca dobre prakse, ostala mesta pa potem nekako poskušajo kot dobre prakse ali pa dobrih praks prenesti v svoje lokalne okolje. Kot je bilo že malo povedano, kaj je glavno namen teh izvajalskih omrežij, je pač podpreti mesta pri izvajanju celostnih trajnostnih urbanih strategij ali akcijskih načrtov. Pričakovani rezultati so pač uspešnejša implementacija in pa pač nabor novih znanj in priporočil za druga mesta v EU. Upravičenci so torej pač mesta, glede na to, da govorimo na ravni EU, pač ne more biti neke omejitve, da so pač vse občine in kraji, neki ožji deli občin, pa medobčinske uprave, torej pač ni neke omejitve, glede na število prebivalcev. In pa za ta razpis, da je pogoj, da pač imajo ta mesta pripravljeno neko celostno urbano strategijo ali akcijski načrt, ki se pač navezuje na enega od izzivov, s katerim se soočajo v svojem okolju. In pa zagotovljeno morajo imeti tudi financiranje za začetek izvajanja te strategije. To je v bistvu pogoj, da se vključite v takšne mreže. Zdaj razpis je odprt od 22. marca in v 3 mesece do 22. junija so odprte prijave. Načrtovano je, da bo odobrenih 15 takih omrežij. Partnerstva sestavlja najmanj 7 in največ 9 partnerskih mest. In zdaj, to je novost pri urbaktovih omrežjih, da mora biti partnerstvo popolno že v prvi fazi, torej že takoj, ko se prijavite, je najmanj 7 mest vključenih. Vodilni partner mora biti mesto in pa pač morate upoštevati tudi to uravnoteženost med manj razvitimi in bolj razvitimi regijami. In sicer, če partner v 7, 3 partnerji iz manj razvitih regij, če pa 8 ali 9, pa 4 iz manj razvitih regij ali pa več seveda. Kaj so teme? Teme je v bistvu vseh 10 tematskih ciljev kohezijske politike, ki verjetno že poznate. In pa pač pomembno je, da delite s temi mesti partnerskimi nek razvojni izziv, nek problem, za katerega imate pripravljen nek akcijski načrt ali strategijo in pa da se pač
da ste identificirali neke izzive, s katerimi se soočate pri izvajanju tega akcijskega načrta. Zdaj, pri Urbaktu so pripravili nek seznam najpogostejših izzivov, s katerimi se pri izvajanju mesta soočajo in od teh v bistvu so 3 nekako obvezni, ki jih pač mreže mora nasloviti in pa 6 pač nekih izbirnih, od katerih morate vsaj enega pač še izbrati, da se boste s tem ukvarjali. Obvezni so torej zagotovljene tega nekega celostnega pristopa, ki upošteva gospodarski, okoljski in družbeni vidik, torej tudi ko neko urbano politiko izvajamo, da so tudi v fazi znanja vključeni lokalni deležniki in pa ta način spremljanja uspešnosti izvajanja oziroma določenje kazalcev. Izbirni izzivi pa so na kak način se organiziranih dotok projektov oziroma na kak način v bistvu odločite, kaj točno boste izvajali, kaj bo ukrepi, torej ali z razpisi, kateram so merila za izbor in tako naprej. Na kak način organizirate odločanje, potem, da gre pač za nek premik od strategije k dejansko nekim operativnim načrtom, potem javno-zasebno partnerstvo, pametno naročanje in pa pač financiranje ukrepov z nekimi finančnimi inovacijami, torej finančni instrumenti ali pa množično financiranje. Zdaj, kako poteka sama prijava? Skupni proračun omrežja, posameznega omrežja oziroma projekta je 600.750.000 evrov. Sofinanciranje je različno glede na to, ali ste iz manj razvite regije ali iz bolj razvite regije. V prvem primeru 85%, sicer pa 70%. In poleg tega ima vsako omrežje na voljo še dodatni paket za strokovno podporo. In to pač vključuje financiranje vodilnega strokovnjaka, ki ga mora vsako omrežje, vključevanje tudi nekih drugih strokovnjakov kasneje v projektu, če recimo opazite, da pač potrebujete podporo ali pri pripravi nekih študij na lokalni ravni ali mogoče pri izvajanju dogodkov. In pa seveda v to, kar omrežje dobi, spada tudi pač stalna podpora Urbakt sekretariata in pa strokovnjakov, ki jih ima sekretariat 5 strokovnjakov, ki v bistvu podpirajo z nekimi orodji, metodami, usposabljanji in tako naprej. Kako ta cel proces poteka, v bistvu v 2 stopnjah. In sicer najprej oddate prvo prijavo in čakate na preveritev upravičenosti in ceno, potrditev tudi strani tega monitoring komitija. In potem mislim, da se ta načrtuje, da bi bile te prijave potrjene v oktobru. Imate še 6 mesecev za pripravo končne prijave in pri tem v bistvu tudi dobite podporo sekretariata in vodilnega strokovnjaka, da pripravite tudi neke študije in potem je še ta končna prijava gre skozi cel ta proces preverjanja in potem je še 2 leti za izvedbo vseh aktivnosti. To je zdaj še enkrat ta časovnica. Torej v prvi fazi 6-mesečni stavljanje paketa in sicer koordinacija in v bistvu ta razvoj projekta, kjer skupaj z vodilnim strokovnjakom se pripravijo neke študije, na katerih se potem temelji ta končna prijava. Delovni paketi kasneje, da se pač izvajajo aktivnosti, pa so potem še pač te aktivnosti mednarodne izmenjave, torej da to tudi večji teh sredstev v bistvu za izmenjavo, v bistvu obiskujete partnerja, oni obiskujejo vas in pač na tak način razvijate neke skupne rešitve.
Potem ideja tudi, da nastavljamo učinek na lokalno upravljanje in analitike na lokalnem nivoju, da se da komuniciranje in širjenje tudi vključeno. Torej, če še enkrat pozamem, kako se tega loti, če izberete nekaj temo ali razvojni izziv, za katero imajo vsi partnerji akcijski načrt in zagotovljeno financiranje in to mora biti povezano z enim od teh 10 tematskih ciljev. In pa seveda da prepoznate, kateri so ti izzivi pri izvajanju, od katerih morate vsaj 4 izbrati. Na Urbaktovi spletni strani je objavljeno kar nekaj gradiva, ki vam lahko pomaga pri pripravi prijave. Na spletni strani bo tudi nek marketplace, torej kam lahko objavite svojo idejo ali pa poiščete ideje, ki so sorodne vaši in se pridružite kakemu mrežju. Na spletni strani je tudi baza strokovnjakov, ki so potrjeni strani Urbakta in tisti, potem izberete vodilnega strokovnjaka za svoje mrežje. Prijava pa v prvi fazi medicina poteka popolnoma elektronsko in sicer prek tega spletnega portala Sinerži. To je v bistvu še enkrat terminski povzetek, časovnica tega razpisa, mislim, da ni treba še enkrat vse ključno je v bistvu rok za prijavo je 22 dni. Mogoče malo za ilustracijo, smo se pogovarjali, da bi občina Maribor, mestna občina, ki je vključena zdaj v 2 projekta v prvem razpisu bila, mogoče v parih minutah nam lahko predstavila ali pa jim predstavila ostalim, kako je potekal ta prijava in predvsem ta prva faza, druga faza, to je mogoče malo posebnost Urbakta, čeprav so tudi nekaj razlike, ki je poudarjeno. Pa lepo prosim, da je Mestna občina Maribor. Občina Maribor, projektno pisarne za poželjsko evropsko sredstvo. Ja, služba za razvojno projektno. Pozdravljeni. Zdaj, Mestna občina Maribor je že sodelovala tudi pri preteklih Urbaktih, Urbakt 1, Urbakt 2, tako smo že imeli nekaj izkušnj. Ko je bil razpis lani spomladi objavljen, na začetku leta, se začne na nek način res imaš neko idejo. Mi smo pravzaprav razmišljali o teh degradiranih območjih, zelenih površinah in pa tudi dejansko, kako s temi degradiranimi območji kam jih usmeriti, da boš dejansko dosegel čim bolj učinkovite cilje za kasneje. In potem smo iskali partnerja. Obstoja možnost, da se prijaviš kot vodilni partner, obstoja možnost, da si samo partner nekemu drugemu vodilnemu partnerju in tudi verjetno pri tem drugem razpisu Urbakta 3 bo zdaj verjetno podobno tako, da se bo na tem spletnem portalu Urbakta iskali partnerji. In potem se partnerji med sabo dogovorijo tudi, kdo bo pravzaprav vodilni, kdo bo prijavljal kot vodilni partner, kdo bo pa samo partner zraven. Zdaj ne bom govorila o tem drugem razpisu v okviru Urbakta 3, o prvem. Pri prvem je bila še ta specifika, ki je malenkost različna kot pri vseh ostalih evropskih projektih, je to, da v bistvu je pri Urbaktu sta vedno 2 fazi. Najprej smo se lahko prijavili na prvo fazo, mi nismo vodilni partner, ampak smo se priključili takemu vodilnemu partnerju, ki je pač v bistvu že nameraval prijavljati iz tistega področja, kjer je tudi nas tematsko najbolj zanimalo, oziroma smo se tudi mi odločili za to temo. No in v prvi fazi se lahko prijavilo samo, vodilni partner se lahko prijavil samo z 4 do 6
partnerji, ki so pa lahko bile samo lokalne skupnosti oziroma občine. In ta prva faza, mi kot mestna občina Maribor smo tako sodelujemo v dveh takšnih omrežjih kot partnerji, in sicer en je Urban Green Labs kot zelene površine povezano z samooskrbo. To sem prinesla ene take mapice, ker smo že imeli eno srečanje tudi v Mariboru in smo naredili v okviru tega srečanja take mapice in na tej notranji strani je tudi napisano nekaj zelo na kratko o tem projektu. Drugi projekt bom zdaj čisto na kratko predstavljam. V prvi fazi se dejansko tistih 4 do 6 osnovnih partnerjev šele odloči točno, kaj bo skupaj delal. Vsak sicer v svojem mestu, ampak kljub vsemu mora biti neka rdeča nit, ki povezuje vsa mesta. In šele v naslednji fazi, pri nas je zdaj tak, da se je prva faza zaključila in v prvi fazi, na koncu prve faze, ko že imaš študijo, s čim se bo projekt ukvarjal, na lokalnem nivoju in na evropskem nivoju, se potem priključijo zraven še dodatna partnerska mesta, tako da v bistvu zdaj, ko je zaključena prva faza, smo vsi skupaj, oziroma vodilni partner že dal prijavo za drugo fazo, kjer je pa že vključenih 10 do 11 teh partnerjev, novi partnerji in mi, ki smo že bili v prvi fazi. Tako da zdaj tole prezentacijo za ta drugi projekt Second Share, to smo imeli zdaj na drugem srečanju v Neaplju, kjer se opravičujem, ker je v angleščini napisano. Tukaj so se stvari že malo bolj izkristalizirale. Mestna občina Maribor je najprej razmišljala nasploh o degradiranih področjih in mogoče manj o samih degradiranih starih stavbah, ampak potem kasneje, tekom te prve faze se je izkazalo, da ostala mesta bolj razmišljajo o vsebinah za stare degradirane objekte, tako da smo mi imeli predlog 5 takšnih objektov, s katerimi bi se lahko ukvarjali in potem po obisku Urbact eksperta, kot je že prej povedala gospa, dejansko vsako Urbact omrežje oziroma vsak vodilni partner je dolžen izbrati enega vodilnega eksperta v seznamu Urbactovih ekspertov in tisti pravzaprav koordinira vsebine med vsemi mesti. Tisti obišče tudi vsako mesto. Pri nas je bil na obisku ta vodilni ekspert v začetku decembra in smo nekako skupaj z njim in z lokalno podporno skupino, z ožjo lokalno podporno skupino, ki je zdaj šele v bistvu vsebuje člane iz mestne občine Maribor, iz različnih uradov in pa imamo zraven predstavnika politike, predstavnika mestnega svetnika in predsednika odbora za okolje in prostor. Naša skupina v bistvu je skupaj z vodilnim ekspertom priredila tudi eno tako srečanje, nekaj sestankov z potencialnimi zunanjimi člani podporne skupine in skupaj z ekspertom smo potem na nek način po tistem srečanju definirali in se odločili, da se bomo pravzaprav v Mariboru posvetili pozornost 2 praznima oziroma polpraznima objektoma. Eno je v bistvu stari bivši zapori, to je taka peterokraka stavba iz časa Avstro-Ogrskega imperija. Zdaj je več kot 3/4 prazna, en del je sicer že obnovljen. Zdaj ena fotografija, to sem fotografirala iz mariborske bolnišnice dol, oziroma ne, ta je stara, čakaj, kako pa bila še ena, da bo ne, če je tista. Ja, pa še ena, tukaj ta z bolnišnice se pa zdaj vidi, da je pa v bistvu zadaj, oziroma spredaj, ne bi rekla, to je proti Dravi, to je blizu, ne vem, koliko poznate Maribor, gledam, tam je en velik nakupovalni center, ne, tu zadaj je pa ta stavba zanemarjena, polprazna, različna lastništva, tako da lastnik 2 krakov je mestna občina Maribor, lastnik enega kraka, ki je že obnovljen, je Mariborska razvojna agencija, lastniki 2
krakov pa so v bistvu privatna podjetja oziroma privatniki. In v bistvu naš izziv bo pravzaprav poiskati vsebine z lokalnimi podpornimi člani, strokovnjaki, poiskati vsebine, ki bi bile najbolj primerne, da napolnimo v bistvu in da oživimo takšen objekt, da je v bistvu ekonomsko, da postane to področje tudi bolj ekonomsko učinkovito, da zaživi na vseh nivojih. Tukaj smo nekako rekli, da bomo gospodarsko-kulturne vsebine dali noter. Ja sem predolga slučajna? Dobro, to bom samo vrsti. Na en delček je obnovljen, zelo nekaj. Dakle, nekaj načrtov že, imamo pa še en objekt, Mariborska železničarska kolonija, to je zelo taka zanimiva stvar. So že tudi načrti, tukaj bi imeli, noter predvidevamo različna socialna podjetja, socialna druženja in na koncu je še pa naša ožja podporna skupina, ker pri Urvaktu je najbolj pomembno sodelovanje na vseh nivojih, na nivoju lokalne podporne skupine, ožje, širše, na nivoju evropskih mest, na nivoju drugih mest. In rada bi povedala še to, zdaj ta je zaključen, da pri tem projektu Urban Green Labs v bistvu imamo že naprej, v naslednji fazi predvideno v bistvu srečanje tudi z predstavniki Ljubljane kot zdaj zelene prestolnice evropske, tako da bi se radi tudi tukaj vse deloma povezali, mogoče predstavili tudi Ljubljano partnerjem Urvakta, Urban Green Labs. Tako da to bi bilo zdaj zaenkrat dovolj, da ne bom predolga, ne? Hvala lepa. No, hvala. Meni se bi pomembno to, da se določene lahko tudi, da se nekaj znanja in izkušnja prenaša. To se mi zdi odličen predlog, da se pač lahko tudi kakšne še dodatno. Jaz mislim, da nujno rabimo zdaj nekaj časa za vprašanja, no tudi tako, da bi vas lepo povabil, ker verjamem, da je ta prijava še kar komplicirana, če še niste nekošli skozi to, tako da bomo probali pač vam odgovoriti, če v teh konkretnih redno skupaj komando. V zvezi z upar, kar se pisam predvsem, ampak Da bi to prijavili na ta razpis, mogoče še niste... Hvala, jaz moče samo eno stvar, zelo malo. Tukaj tega, preko tega izvaja Diplomin SOS, so bila neka svetovanja v potencialnem želju. Tako da primer, da pač imate že danes, ko se z neke ideje, neke trebe, kaj nekaj bilo tega preka, ko se mogoče dela, ne se lahko da so poredili na Diplomin SOS, potem s tem pač obsujo v tem pomagati. Sama prijava je seveda komplicirana, ne vsem. Jaz ne vem, da te prijava vsega je komplicirana to, da vidiš, da nekaj pravi, da je lahko da razliš, kot je rečenje, že pravzaprav prej, če veš, kaj hočeš na koncu predvsej lažje, in se da uspešnost v tem temu primerno večja. Ne pravzaprav, da se pač nekaj prek pravi za razbrektov samih, ampak da pač res izhvaja se, kaj nekaj primerno je. In tudi če tako, to treba tako res dobro izražena in utemeljena, potem nekaj lažje pomagamo v strukturu. Jaz moram reči, da bomo mi kot sicer vse čas razpisa na voljo za vprašanja in koliko nam bo omogočeno pač tudi za neka svetovanja, ko bo kakšna prijava dovolj daleč speljana, no to je nekako tudi naša, ko bomo seveda imeli v Urbah, da to potrjem, ampak načeloma mislim, da to že zdrži. Ene par prijav mislimo, pa se pač z njimi pa bolj ukvarjati, kot so trene dve bi radi spravili tudi podporno, tako da pravzaprav že v tem razpisu pride ta, da ima ta veliko realna šansa, da se da se da doseči, da se to treba. Mogoče sem pregledala prej, ampak investicije so možne, ne? Aktualne. Ne, načeloma ne. Prav ne. Večina pač sredstev je namenjenih za tudi za neke študije, predvsem pa pač za delo, pa za stroške organizacije dogodkov in potne stroške. Tako da tukaj res cilj pravzaprav priprava nekih gradiv in tako naprej, to tudi.
Ampak cilj je res izmenjava izkušenj med mesti, ker je to tisto, za kjer ljudje pravzaprav izven evropskih sredstev za to nikoli ne dobižnajo. To je dejstvo. Je pa seveda delo je pa tisto, kar je. V tej fazi v bistvu v tej fazi, če sem prav razumela, gre za to, da imajo prijavitelji že nekako izdelane neke strategije, akcijske načrte. Mesta so zdaj izdelala te trajnostno urbane strategije, če to šteje, to in v bistvu nek ukrep iz tega nabora, bom rekla, teh akcij potrebnih načrtov samih ali degradiranih območja, kakorkoli neki ekspertnih posebin, v bistvu bi lahko potem nekako preko Urbakta v tej fazi financirali. Dejansko pač me zanima, če tudi pomagate najdati neke partnerje zunaj, ker v bistvu Novo mesto še ni sodelovalo v teh projektih, pa mogoče bi s kakšno aktivnostjo kot mesto pripravljeno strategijo. Kako je pa z temi manjšimi mesti v regiji, ki nimajo teh strategij izdelanih? Zdaj, načeloma, tu si vse upoštejo. To so tipičen primer tega, ali pa pač nekaj akcijski načrti, ki so bili v okviru Urbak projektov, ali pa kakšnih drugih evropskih projektov pripravljeni, Interreg Europe, oziroma 4C, bivši, tam se je tudi podoben tip dokumentov pripravljal. Kar se pa tiče manjših mest, ki pa če nima takih strategij, bi rekel, ki prav jasnih kriterijev razpis ne postavlja. Kolikor smo uspeli videti in tudi, kolikor smo že sprašvali, vendar pa morajo določenim kriterijem zadostiti. Morajo biti celosti, morajo biti participativno pripravljeni. To so v bistvu ponovadi še kar resne omejitve pri kakšnih občinah lahko. Tako da... Strategijo razvoja občine, če imajo na primer? Ja, tako. Ne. Če se da dokazati, da je, mi smo se spraševali, ali občinski prostorski načrt recimo šteje za to. Težko, mislim, da tukaj bi imeli več težav, ampak ker praviloma gre za tematsko ožje področje. To je tukaj smisel, da ni celostni razvoj tema. In svoje te strategije pač morate nekako izlučiti eno temo, ki se je potem posvetite. Zdaj vse to pač stanovanja, spodbujanje kreativnih industrij, pač v bistvu cel spektr najrazličnejših tem, ki so se v mestih pojavljali. To je pač vse sporeno se da iz tega. Samo lahko mogoče do temo, pač te strategije, kaj šteje pa kaj ne. Zdaj, marci misli, da lahko šteje, kot tematijo, v kateri pač niso čisti jasni. Zdaj, v takih misli, da bi vedno lahko to preverjamo, tudi že pač tej fazi prozorno sekretariatu, da vemo, kaj nek tak dokument prinaša, kaj bo ta dokument pripravljen, kaj je njegov cilj. Je pa pač, kateri so tudi problemov vseh teh evropskih programov, da so stvari zelo ohladne, zaradi tega pravzaprav vse želi vedno biti odprt za vse, kar se na koncu so slabo, ker potem dobiš vse živo, pa točno neč, kaj bi tudi program, kaj točno bi radi sami. Če imate nek dvom, se je treba potem, ko seveda jasno veste, kaj bi v tekem takih prepovedali, se lahko vedno konsultirati in z nami, in s sekretariatom, da vse vzimo, ali ta dokument je tisti, ki seveda šteje, ali tisti, ki ne šteje. Ker se tu slabo je, če pa se nek prek vključi, zelo slabo je to, da na koncu vi nek partner, ki zaradi tega ni prek padanja, pa neka prek padanja, ker pač niste prek tega. Se pa ne da pač reči, ko je ne, ta dokument je, tu ja, pa ostalo, kaj treba vse. Tu se je eksplicitno navedeno, tako da pač artikl sebe. Kot še glede partnerstva, pa glede te pomoči, če bomo pač mi vsa ta vprašanja bomo ali na ministrstvu, predvsem pa pač direktno sekretariat, vi lahko nam pošljete Petrin e-mail je tist, ki je kontaktno naslov za taka vprašanja. Pač po svojih najboljših močeh bomo skušali vse odgovoriti. Tukaj se partnerstvo tiče, če bomo le lahko pomagali, bomo pomagali, obljubno pa da bomo vsem lahko idealne partnerje zdihtali. To pač, mislim, je
težko. S tistimi dvemi, ki pa bi rekel, delali bolj na prijavi kot taki, bi pa tam pa bomo naredili tudi te korake, da bomo aktivno s partnerji Eno stvar še glede tega partnerstva. Dajte prosim pogledati projekti, kateri so že bili narejeni. 5 evrov to kupite v stran, pogledajte, kaj je bilo, pogledajte, kaj so evropske projekte vključene. To je zelo dobro, pa tudi iskanje pravzaprav nekih partnerskih mest, da tukaj pač ta mesta imajo neke izkušnje, in tudi vedno to potem pri sami prijatelji, kot pošteje. Vsi imajo zgoraj, da so pač parca izkušena, se res vedno ista mesta, ampak da je pač saj nekaj mest, recimo, ali nekaj neko delitev pletu, da ima izkušnje, ker se s tem tudi programi, pa ali pa te društve vede, že vnaprej nekaj čin se izogne določenim problemom, ne izhaja samega upravljanja oziroma v tem teh projektov, pač izkušnje vedno šteje. Tako da to sklep pogledajte. Da imamo srečo, da je, še eno vprašanje, da imamo na sekretarijatu Urbakta tudi enega Slovenca, tako da lahko tudi tam direktno. Sam še tle lahko, dobro. Torej, Kristjan Zardočič govori slovensko, tako da mislim, da tudi ne bo zameril noben, če direktno na sekretarijat postavljati vprašanje. Če pač ne bomo mi znali odgovoriti, če ne bomo pa pač mi. Dobar dan, jaz sem iz mestne občine Koper in imam eno zelo konkretno vprašanje. Mi že nekaj časa delamo na projektu tako imenovanega TCM-ja, torej upravljanja mestnih središč oziroma strategije razvoja oziroma oživljanja mestnih središč in nas je zdaj v tem trenutku, mislim, da okoli 11-12 občin že vključeno, ampak je to, če lahko rečem, bolj ljubiteljsko, torej dejansko zadeve še nismo dali na neko institucionalno raven. In me zanima, če bi recimo v okviru Urbakta lahko to prijavili in da če je, torej seveda mora biti sprejet TUS, kaj pa v tistih manjših mestih, ki to nimajo, kako bi se potem lahko ta manjša mesta vključevala, ker mi namreč ravno s to dobro prakso želimo pokriti veliko večino Slovenije oziroma teh manjših mest, da se jim pomaga pri sodelovanju mestnih oblasti z malim gospodarstvom oziroma z razvojem manjših trgovcev v mestnih središčih. Tako poskusam ta del, ki se tiče Urbakta. V samih projektih, kjer so pač partnerstva mednarodna, bo težko več kot en partner iz ene države. Izjemoma sta, recimo, izjemoma do 2, recimo, ampak seveda 11 sigurno ne. Tako da tukaj bo treba neke mehanizme med samimi temi mesti, ali pa mogoče, ne vem, se znotraj države najde še kakšen drug način, kako se lahko to povezi. Ne vem, še kakšna ideja. Mislim, pač lahko potem ta ostala mesta tudi sodeluje, če se recimo vi prijavitelj pa sodelujete v samem projektu, v mrežju, pač predajate to znanje potem naprej ostalim mestom. Tudi lahko sodeluje v bistvu v tej, kot pač neki zunanji opazovalci v tej vaši lokalni podporni skupini in se pač prek vas učijo. To je neka ideja, da se pač množi to znanje naprej. Seveda so lahko to udeleženci dogodkov, udeleženci usposabljamo, ko se gre v tujino, so lahko partnerska mesta tudi zbrana. Kar se pa vsebine tiče, pa načeloma je primerna vsebina po moji oceni, samo je pa treba pogledati, ker je na to temo bilo pa že nekaj sigurno narejeno, vsaj par projektov že, tako da treba pogledati, koliko je že bilo v prejšnjih. Ja, samo nobeden ni šel tako daleč, že je to izvedel, mi smo pa že tako daleč, že imamo stvari že prav konkretno nastavljeni in že tako in drugače širimo to prakso naprej, samo delamo ljubiteljsko skoraj, ne lahko pa snad dvigati na drugačen nivo. Je pa ta prava meni partnerska mesta po Evropi poiskati, pa jaz mislim, da se to ne Vedno se vračamo na to, da je potrebno pogledati, kateri projekti so že bili izdeleni, kaj pa moje ime je Saša Kizikovič, mestna občina Celje. Se pravi, kateri projekti so že bili izvedeni, vendar me zanima, v večini primerov imamo mesta za zgodne potrebe, tudi še v prihodku, če je že bilo varnost neko zadevo rešilo. Ali je potem to izključujoč faktor? Gospa je zdaj ravno omenila nekaj sposobnega, kar smo vedeli na mestnem marketingu, ki je pač projekt, ki ga je gospodarska zbornica, tudi so podobno, kar so zdaj ravno rekli. In me zanima, ali je potem sploh smiselno
naprej razmišljali o teh zgodbah, ki jih recimo v drugih mestih še rešujemo. Načelno pa tako govorimo, oživitev starih mestnih jedrskih degradirana območja, to je tako skupna evropska tema in če so neka partnerja se s tem že ukvarjala, se potem nekako vrata zaprejo za druga mesta. Hvala. Pravzaprav direktno, načeloma malo to drži, Ja, pač denarjo omejeno, število prekršitev omejeno. To zagotovo je nek faktor, ki pa še mora ravno uspešnosti, če vem, take enake reči, sem izlične programo še naredjeno. Sem si z nekaj, kar ste rekli, da se mnoga mesta imajo zelo podobne probleme. In s tem pač ne moramo reči, če eno od teh problemov rešila, da pač si stvari, ki so ga pač ga niso. In še vedno bi, če pač malo prebisko to izgledalo ta problem, pa rabiš, da bi pač šel v neko prijavo tazga projekta, treba treba jasno pisati, da se zavedamo tega, da je že narejen, da počnemo, kaj s tem potegnemo, da tem gradimo, kaj se ga nekako mogoče več, ali pa drugače, ali pa je uradno. Tako da, tukaj je zelo veliko, je tudi to na kakšen način pravzaprav tem zavijamo pač neko stvar in pa kakšno masno tako da tudi je, treba bi zelo spredi tudi pri tem. Treba jasno pokazati, da gre za neko nadgradnje česa, kar je že bilo. In da seveda poznamo rezultat vsega, kar je že bilo narejeno. Vse nekaj že bilo, tudi kar je prej Mateja govorila, pravzaprav je to, ne vem, tisoče projektov, ki pravzaprav so malo se kakšne zelo za neko zelo isto mišljo, treba dati nek mogoče nek lasten podatek na tem pa neko vaš specifiko mogoče podatek. Omenjate tudi državnost podjave, je ta državnost drugačna kot pa ostali posebej? Ne. Posebno je. Sam drugačen je postopek, ker je ta dvofaznost in ker je ta poskusna faza. Zdaj, mislim, malo preferam, ker čisto v podrobnosti te konkretne prijavnice še nisem pogledal. Ampak v principu ni bolj zahtevna, ne vem, mogoče izkušnja z Maribora, kot kakšen drug transnacionalni ali pa ne vem kakšen program. Vsi smo navajeni pravzaprav. Ne, je pač... Vse tudi na transnacionalni in na obzorju je po fazi postopek, Ok, imate izvedno, ne 6 mesečnih. Ja, tukaj je 90%, da bo v drugi fazi potrjen projekt. To je, prva faza je ključna, druga faza je razvoj projekta s pomočjo pač sekretarijata in tega vodilnega strokovnjaka. In ta faza, ki je že predmet dela, je tudi financirana? Ja. Se pravi, potem je vprašanje pri drugi fazi samo dobil še konca financiranja. Če bi jih hudo, bi rekel, zamočili, je lahko tudi še, če bi napačno smer zapeljali, se tudi lahko pod prvi fazi prekine. Ampak financirana pa je pač vsak. Eno vprašanje, moje ime je Jakob Šubic, sem gozdar, ukvarjam se z razvojem gozdnih vrtcev v Sloveniji, pa tudi v tujini. Moje vprašanje pa je, sodelujem z enimi občanami. Mi smo zdaj prišli do te faze, da predvsem razvijamo, se pravi, obiskovanje gozda iz vrtcev. Problem pa je institucionalni, ker nimamo zakonodaje tako narejene. Problem so objekti, ki v tujini so te gozdni vrtci že uveljavljeni in imajo drugačno zakonodajo kot imamo mi. Se pravi, v večjih fazah bi lahko recimo to lansiral, ali se naprimer občina Škofja Loka poveže z eno občino iz tujine, ki že ima to in da se prenese ta praksa k nam in da se tudi neke nastavke naredi na institucionalnem višjem nivoju. A je to zadeva, ki bi bila? Stop je prav, je pa mogoče tema sama večkenoska. Za Urbak je tukaj pač treba zelo pogledati, v katero od tistih tematskih prioritet, kako bi jo naslovili, kako bi rekel ta širši vidik. Mislim, vse se kaj najde, ampak bo treba še kaj drugega, bi rekel, nasloviti. Je pa to eno od težav, ki pristop je pa točno ta. Seveda, da se recimo, če bi bila ena občina zainteresirana, da nekaj takega spelje, da se poveže z neko drugo, ki pač je tudi že ima neko izkušnjo v zvezi s tem, ali je podoben problem. Za ta implementacijska omrežja, ki so zdaj razpisana, je pa pač pomembno, da je ta vsebina naslovljena v teh strateških dokumentih, ki so že sprejeti. Ampak, kot rečeno, bodo drugi razpisi še tudi in mogoče za ena ta transferna omrežja, oziroma prenosna omrežja,
Bo pa prav fino poiskati en tak primer, kjer je pa to že narejeno in se bo potem pa v celoti lahko preneslo. Ampak se pravi, tukaj pa večkrat širšo vsebino, en okvir poiskati, kamor se to